Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, dobrodošli na MoneyHow Live. Lahko rečem, da zdaj je že kar tradicionalen dogodek. Najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo in moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci. Lepo je priti v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes udeležili našega dogodka. Prepričana sem, da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju vašega premoženja. Moje ime je Marja Milič, sem ustvarjalka podcasta MoneyHow. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021. Tako da ja, tukaj sem v bistvu že pri prvi epizodi opozorila oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma upravljanje denarja ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja. Smo ujeti med umetno inteligenco in pa zimzelenimi pravili. Čeprav so ta zimzelena pravila pogosto spregledana, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo 10 letih, če samo pomislite, kaj se vse zgodilo, res neverjeten tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, je bilo pa še več teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Na hitrco, preden gremo na današnjo vsebino, gosti so se namreč že kar usedeli tukaj, Sam na hitro povem, napovedujemo delavnico Do It Yourself, kako investirati v delnice, prihaja jeseni. Delavnica za začetnike je bila kar precej uspešna, tako da veliko ste nas spraševali, kako pa izbrati delnice, kako se odločiti za investicije, tako da bomo tudi konkretno tukaj pogledali, kako kupiti delnico. Novoletni MoneyHow je zdaj že kar z nami praktično, že odkar obstaja MoneyHow, torej 2 leti, tudi letos bo MoneyHow Live v živo za novo leto. Predlagam pa, da se tudi naročite na e-pismo, kjer bomo vas obveščali o vseh teh dogodkih. Skratka, Damjan Merlak, Luka Podlogar. Luka Podlogar je, tako kot sem napisala v opisu, nekdanji investicijski bankir, delal si na Cityju, v Cityju, bil si tudi predsednik uprave General Investment, zdaj si presedlal v konkurenci, NLB skladi, a ne? Ja. In z nami tudi Andraž Brili, tudi večkrat je bil gost podcasta MoneyHow, stručko za nepremičnino, ocenjevalec vrednosti nepremičnin in pa partner v Capital Genetics. Tako da sledi drugi del tega dogodka in sicer se bomo spraševali o investiranju, kje, kam, zakaj in koliko. Kar precej veliko stvari lahko rečemo, da dogaja, veliko geopolitičnih trenj, vojna, centralne banke se borijo zoper podivjano inflacijo, skratka prevlada Kitajske, težave z valutami, v glavnem zelo veliko stvari, ampak po drugi strani pa opažamo, da letošnje leto je bilo relativno kar uspešno na borzi. Letos je pozitivno leto, če gledamo tako počez, Evropa je bila bolj v plusu kot ZDA. Obveznice so tudi zahtevane donosnosti kar lepe, Zlato je šlo preko 2000, Bitcoin je poskočil letos za 73%, tako da tudi en tak lepa rast, 6-mesečni Euribor je šlo tudi gor, tako da tudi to je šlo gor, Skratka, je pa padlo, eno upad imamo in sicer recession probability, se pravi analitiki na Bloomberg terminalu so pa zdaj malo bolj, bom rekla, zadržani, kar se tiče same recesije, še zmeraj dosti visok odstotek, cona 45% verjetnost nastanka recesije, Amerika 65%. To je tak hiter pregled dogajanja. Pa bom zdaj vas vprašala, najprej treba seveda pogledati aktualne dogodke, geopolitika, vojna,
tudi te tenzije med Kitajsko, Ameriko in BRIC države na splošno zdaj to stopnjujejo. Kako, Luka Podlogar, daj ti prosim malo povej, kako ti gledaš na vse skupaj? Veliko potuješ po svetu in seveda spremljaš dogajanje tudi od blizu. Ja, definitivno se nahajamo že nekaj časa geopolitično v enem zelo takem pestrem dogajanju. Ne? Po eni strani imamo pač zelo v naši soseščini blizu eno vojno, za katero se včasih zazdi, pač pred enim letom se je začela, ampak se kar nekako včasih zazdi, da smo se že vsi na njo navadili in da ni več tako nek dogodek, ki bi prav zelo bistveno vplival na recimo svetovne kapitalske trge. Od začetnega šoka nekako zdaj je to postala neka stalnica ali pa skoraj včasih kar obstranska tema pač svetovnih novic. Če pogledamo, če začnemo s to temo konkretno, no, jaz mislim, da neka večja eskalacija konflikta, vsaj po moji oceni, ta hip ni, jo trgi niti nekako ne predvidevajo in tudi verjetno ni zelo verjetna. Bolj verjeten, saj po moji oceni je nek trenutno status quo, nek raztegnen konflikt, ki ga v bistvu nobena izmed svetovnih velesil nekako ne želi pravzaprav zelo učinkovito razrešiti. Po eni strani imamo recimo Kitajsko, ki se mi zdi, da je ta konflikt čisto ustreza, zaradi tega, ker dobi zelo poceni surovine od svoje severne sosede. Po drugi strani imamo tukaj Ameriko ali pa recimo naftne proizvajalce, ki jim v tem obdobju čist nekako ustreza situacija na energetskem področju, kakor ste tudi verjetno lahko sami gotovili, so bila energetska podjetja do pred kratkim kar zelo uspešna z finančnega vidika. Tako da ta konflikt se nekako zdi zamrznan tam ob strani in jaz ne vidim glih neke zelo hitre rešitve za ta konflikt, pa še dodatno je tukaj ta face-saving moment, kjer nekako je treba Putina spraviti ven iz te situacije na nek način, da bo pač ohranil nek svoj stance. Je pa mislim, da Rusija s tem vsekako naredila eno veliko strateško napako, čist na dolgi rok, ker se mi zdi, da se je izločila skoraj nekako iz tega BRIC-a. Tako da BRIC zame je izgubil to črko R, ker je pač postala non-investable. Če pogledamo ostale, recimo emerging markete, definitivno mislim, da bodo profitirali v tej situaciji. Imamo tukaj poleg Kitajske, ki sem jo že omenjal, tudi ostale emerginge, pa mogoče se lahko zaradi teme kasneje dotaknemo, kar ni čisto geopolitično, ki je vezana konkretno na sama dogajanja na Kitajskem, na ta revival ekonomije. Torej, Kitajska definitivno v tej situaciji, pa tudi zaradi odprave covidnih teh restrikcij, zdaj se mi zdi, prihaja v nek nov cikl rasti. Komunikacija tudi kitajskega establishmenta je zelo pro-biznis. Vidimo tudi prve znake relativno močnega prebujanja na kitajskem servis sektorju. Če boste pogledali recimo, koliko je travela znotraj same Kitajske, boste videli, da je ta volumen dejansko zelo zrastel v zadnjem času in ta pent-up demand, ki smo ga mogoče tudi že videli v zahodnem svetu, pa njegov učink na markete, dejansko se bo zgodil po mojem tudi na Kitajskem, se pravi še posebej v storitvenem sektorju in bomo po mojem videli podatke za GDP v drugem kvartalu, pa v tretjem kvartalu zelo močne. Seveda, ko govorimo o tej geopolitični situaciji, ne moramo seveda imeti trgovinskih vojn. To je ena pač tema, ki se vleče že nekaj časa. Zadnjič sem gledal podatke o recimo tako za nekaj desetletij, kakšen je bil recimo sentiment US populacije glede Kitajske in lahko vidimo, da je v bistvu skozi desetletja zelo negativno postaje, mislim, od nekje recimo 60-80% Američanov, ki so gledali mogoče še v 60 letih prejšnjega stoletja pozitivno na Kitajsko, smo zdaj padali tam na 10-20. Tako da Kitajska je tudi v očeh ameriškega volivca nek boogeyman, ki pač ga je treba na nek način zatreti
in to se tudi odraža zelo lepo pri teh TikTok zgodbah in tako naprej. Ampak definitivno jaz mislim, da pač ameriška administracija bo na nek način vzdrževala na dolgi rok ta pritisk na Kitajsko. Pa seveda ni ta US volivc edini, ki je pač razlog za ta pritisk. Seveda so razlogi drugje, predvsem na področju čipov, bi jaz rekel, kjer se dogaja pač ena gigantska vojna na svetovnem nivoju. Ta hip se mi zdi pravzaprav, da nekako Amerika skupaj za to zahodno alianso na področju čipov v bistvu je v prednosti in tudi zgleda, da je pač precej v boljši poziciji in da tukaj bo Kitajsko kar precej prizadela, razen seveda, če se ne bo začela dogajati zgodba okrog Tajvana, ki pa je pač bom rekel, kakšen hujši konflikt tukaj, po mojem, ni prajsan v trenutna vrednotenja. In to tudi bi bil precej Six Sigma event, ki ga jaz nekako ne bi vzel kot nek osnovni scenarij. Seveda, če bi prišlo do konflikta na področju Južno-Kitajskega morja ali pa s Tajvanom, bi se ta situacija bi ratala zelo hitro, zelo grda. Ampak se pravim, osnovnih scenarijev tega tveganja nekako se mi zdi. Tudi Ukrajina ni bila v scenariju. Pogovarjali smo se s Tim Umbergerjem ravno, mislim, da par mesecev pred samim dogodkom oziroma invazijo tudi niso pričakovali, pa oni so dejansko iz Moskve spremljali dogajanje. Ja, res je. To je res, ampak recimo, če pogledamo, kaj so vzroki, ponavadi, da se dve velesili spopadeta, mora biti nek zelo močen pritisk na eno izmed njih. In Rusija je percipirala zelo močen pritisk strani Zahoda zaradi ukrajinske integracije za Zahodom in je nekako se počutila, da je v situaciji, kjer blazno hitro zgublja neko prevlado v tej regiji. In je bila na nek način potisnjena v kot. Kitajska danes težko rečemo, da je stisnjena v kot. In zato to so situacije, ki so tudi zgodovinsko nekako pripeljale do vojne, da je bil ena izmed strani blazno močno potisnjena v kot. Jaz mislim, da Kitajska ni. Kitajska ima še zmeraj izjemno močen interni trg, ima zelo napredno tehnologijo in pač poskuša z različnimi svojimi pristopi tukaj počas pridati z nekim zelo dolgoročnim vidikom do recimo neke prevlade. Tukaj zelo veliko vidimo, kaj se dogaja na področju juana kot neke valute, recimo, ki jo Kitajci želijo plasirati in recimo v mednarodnih trgovinskih tokovih probavajo s tem, da bi čim več tradov setlali v juanih. Ampak dejansko, če pogledamo statistične podatke, maksimum tradov v juanih je bil leta 2015-2016, kjer je bilo 3,2% svetovne trgovine v juanih. Danes je malce na 2% svetovne trgovine v juanih, je pa res, da zadnje 3 leta smo videli dvig iz 1,2 na 2,3. Skratka se je skoraj podvojila dejansko ta številka. Ampak še zmeraj ta odstotek je zelo nizek in mislim, da bo trajal zelo dolgo časa, preden bomo prišli v neko situacijo, kjer bo Kitajska uspela plasirati juan kot nek nov reserve currency. Razloga tukaj je več, predvsem po mojem ta, da imamo v juanih zelo malo tudi finančnih inštrumentov. Mi nimamo enega bond marketa ali pa enega marketa zakladnih menic z ogromno globino, tako kot je recimo ameriški ali pa kot je recimo evropski ali pa tudi pravzaprav japonski, ki bi omogočil, da bi dejansko centralne banke držale inštrumente v juanih. Tega preprosto nikaj ne more držati spod keša. Mogoče sam tukaj gospod profesor Mojmir Mrak ravno v epizodi je povedal, da on vidi scenarij, da se bosta formirala 2 tabora, se pravi tisti, ki podpirajo dolar in tisti, ki podpirajo juan. In da boš v poziciji, ki boš mogel izbrati. Recimo naš finančni minister, ne vem, če veste, je rekel, da bo Slovenija izdala obveznice na Kitajskem in na Japonskem, samorajske obveznice. Ne? To je tudi ena taka zanimiv način razmišljanja, se pravi, želijo razpršiti, tako da obstaja tudi ta scenarij. Ne? Ja, sigurno obstaja, sam po mojem, ne glede na to, da je bilo zelo veliko hajpa,
na to temo. Jaz mislim, da ta proces, če se sigurno imajo Kitajci interes, da se začne dogajati, ampak bo blazno dolgoročen, zato ker mora razviti najprej svoj finančni trg, da bo dejansko lahko več teh inštrumentov, ki jih pač centralne banke držijo kot pač rezerve, a ne, da dejansko jih bo lahko sploh čist tehnično držal. Naslednje leto so volitve v Ameriki. A tukaj bo pomembno vplivalo na trge? Ponavadi zelo pozorno spremljamo, kaj se dogaja eno leto pred, eno leto po volitvah. Ja, ampak spet, če govorimo glede samih odnosov s Kitajsko, tukaj mislim, da sta obe dve stranki pravzaprav čist poravnani, torej imata obe dve bi rade Kitajsko stisnile. V bistvu odnosi s Kitajsko so se začeli slabšati v času Trumpove administracije in ta pritisk v bistvu se je samo še nadaljeval, pa poglobil v času Bidenove administracije. Tako da jaz mislim, da z tega področja pravzaprav ne bo kakšne hude spremembe v ameriškem pristopu. Mislim, da bomo sigurno naslednje 2 do 3 leta tukaj na tem področju imeli nek status quo, ampak ta decoupling ker obe dve ekonomiji sta danes izjemno povezani. Ampak ta decoupling, te pritiski dolgoročni se bodo pa sigurno nadaljevali. Ne? Kitajska se poskuša odlepiti stran od Amerike, poskuša vedno več, recimo tudi na področju kmetijstva, se vezati na določene druge emerging markete, na Brazilijo, Argentino, ki mislim, da boste iz tega profitirale, razvija na področju tehnologije svoje pač šampione. Ja, in jaz mislim, da pač ta decoupling na dolgi rok se bo nadaljeval in bomo videli na koncu, kaj bo pač nek outcome. Prav super te trendi niso, no? Tako čist na dolgi rok. Damjan, ti precej investiraš, a si ti pozoren na to dogajanje s Kitajsko, oziroma ali ti je relevantno informacija, da bo naslednje leto volitve, da obstaja možnost, da tudi Trump v bistvu te volitve tudi dobi? Mislim, dogajanje s Kitajsko je iz mojega vidika se ne dogaja zdaj nič tako posebno novega, kot se odvija že nekaj let. Volitve so pa mislim, da še predaleč, da bi zdaj nekdo, ki je okej. Nekdo, ki dolgoročno investira, to za ni tak ne igra vloge, nekdo, ki pa investira na nek tak swing trading, kot ga jaz delam, pa je pa to še nekako predaleč, tako da se bo po mojem bistveno kakšna druga stvar lahko zgodila, ki bo premaknila na stvari, ko še preden pride do volitev. Se pravi, ti si rekel, da zdaj, v kaj investiraš trenutno? Večinoma se držim ameriških delnic in to čisto splošno S&P indeksa. Se pravi, brez posameznih delnic trenutno, ker ne vidim smisla trenutno v nekem stock pickingu. Kaj pa obveznice, to ti je interesantno, vem, da si... Sem, ja, ampak trenutno ne. Mislim, trenutno nimam. Ko smo imeli zadnji ta event, sem povedal, da v bistvu prodajam put opcije na ta TLT ETF in ta stvar se je dosti dobro išla, ampak zdaj nimam več teh pozicij. Se pravi... Ker so obrestne mere itak zdaj v tem obdobju od zadnjega manihao do danes so obrestne mere dosegle nek high in zdaj v bistvu kar se lahko zgodi je, da padajo ali pa grejo še mal gor. Zdaj nekega drastičnega dviga v Ameriki jaz ne pričakujem od teh 5% naprej. Za ECB so še napovedani 3 dvigi po 25 bazičnih točk. Ampak ECB je še bistveno niže. Ja, seveda. To je eno leto zadnji za Ameriko že. Je nižje, ja. Se pravi, inflacija smo jo ukrotili na evroobmočju, medtem ko regionalno še ne. V bistvu na evroobmočju jaz mislim, da nismo ukrotili inflacije. Sam če primerjaš v bistvu Evropo pa Ameriko, Evropa ima v bistvu obrestno mero, če jo z ameriško target obrestno mero primerjaš 1,2, se pravi 120 pik nižjo, medtem ko inflacija, ta core inflacija, taka je ta zoprna inflacija, persistentna je dejansko 100 bazičnih točk višja. Tukaj ima Evropa še kar velike poti za prehodati, da bo dejansko inflacijo uspela umiriti. V Ameriki smo pa, zdaj konsens je nekje blizu na vrhu ali blizu vrha. Zdaj, ja bomo videli še kakšen dvig, je vprašanje predvsem od tega, po mojem, kako bo ameriška centralna banka gledala na podatke, ki jih vidi iz ekonomije. Če se bo fokusirala, po mojem, izključno na podatek o inflaciji,
jaz mislim, da obstaja kar močno tveganje, da zadeva overshoota. Se pravi, da overshoota z obrestno mero in pahne in poveča, bom rekel, verjetnost recesije. Če bo gledala, pa upoštevala tudi podatke, ker inflacija namreč je dosti lagging indikator, ne? In recimo učinki centralno-bančne politike se čutijo tam za 6 do 30 mesečno zamudo, odvisno v kakšnem okolju smo. Ampak recimo nekako, če pogledamo zdaj Ameriko, imamo tudi situacijo, ki se dogaja na področju regionalnih bank, ki so ful pomembne z vidika financiranja ameriških podjetij, in regionalnih bankah tam se dogaja, zaradi tudi zgodbe za Silicon Valley Bank in ostalimi bankami, kar en tak manjši credit crunch. Tako, it's in the making. In če pogledamo to zaustavitev kreditiranja podjetij, pa mečkaj zdaj že visoko obrestno mero, lahko v bistvu pride do nekih, oziroma smo že v nekem okolju, kjer mogoče je obrestna mera že kar dovolj visoka, da inflacija potem, da bomo videli padec inflacije v naslednjih recimo 6 do 12 mesecih. Zakaj je to pomembno? Zato, ker tudi to, kar se še ni recimo zgodilo, videli smo, da se cene znižujejo, ali pa tiste early komponente core inflacije dejansko se znižujejo, ni pa še prišlo do zmanjševanja tistih stroškov, ki so povezani s housingom. In nekako se pričakuje, glede na to, da zdaj so padle cene tudi nepremičnin v Ameriki, da bo za določenim zamikom padel tudi se pravi, strošek rentanja oziroma najema, in s tem pa dejansko bo padla tudi pač inflacija v Ameriki. V Evropi pa imamo še kar precej za prehoditi. V Evropi, po mojem, dejansko, tako kot se rekla, bo prišlo nekje do 50 do 75 bazičnih točk še dviga na področju obrestnih mer, preden bo dejansko bomo videli bolj resno pač zaustavitev teh inflacijskih pritiskov. Mogoče bi tukaj lahko kar navezali na trg nepremičnin oziroma nepremičnine cene. Kaj se dogaja? Andraž, izvoli. Zdravo, Marja. Se tukaj se v bistvu lahko navežem kar na Luko, ne, ki je zdaj lepo opisal, kaj se pravzaprav dogaja v nekem makroekonomskem okolju in v nekih učinkih, ki jih imajo dvigi obrestnih mer tudi potem na asete in tudi na sam trg nepremičnin. Amerika je tukaj pred nami in tam se že bolj jasno kaže slika, kam je to pripeljalo. Evropa tukaj zaostaja, pač Slovenija je pač na tem evropskem vlaku. Sem pa zdaj že v zadnjem času večkrat povedal, ne, da se pa že kažejo te učinki teh ukrepov, ki so se zgodili, oziroma tega dviga obrestnih mer, ki se je zgodil v zadnje pol leta, ki je bil izredno hiter. In to pomeni, da kar zaznavamo na trgu in kar kaže tudi zdaj so tudi statistični podatki tudi zaznali to, ne, da je prišlo do kar precejšnjega upada neke nepremičninske aktivnosti, se pravi, da upada transakcij. Na cenah se to seveda še ne pozna, ne. To, ko prišlo do neke stabilizacije cen oziroma neke stagnacije, prehajamo v nek nov cikl, nepremičninski cikl, ne. Je pa, tako kot je tudi Luka prej povedal, to prihaja z zamikom. Nepremičninski trg ne more odreagirati, tako kot recimo odreagirajo delnice na nek dogodek, ampak postopoma pada po stopnicah, ne, in to vedno prihaja z zamikom. Ne. Tako kot tudi nepremičninski cikl, ko ga želimo zagnati, ne, je od naše ideje, da bomo nekaj zgradili, ne, pa do realizacije par let, ne, tako gre tudi zdaj v kontra, nekaj časa rab, da nepremičninski trg odreagira. Se pa sigurno že pozna in tudi te mehki indikatorji, informacije, ki jih dobimo recimo iz trga, kaže na to, da so ljudje bistveno bolj previdni. Kupujejo v glavnem trenutno tisti, ki imajo velike presežke likvidnosti, tisti se še odločajo, tudi mogoče še zaradi ustvarjajoče inflacije, da to plasirajo v nepremičnine. Zginili so tisti kupci, ki so financirali svoje naložbe z vzvodom, se pravi s kreditom, in potem poplačevali to iz najema. Teh je bistveno manj. Po drugi strani imamo pa tisti, ki kupujejo svoje lastne nepremičnine. Je pa prišlo do velikega razkoraka med pričakovanji prodajalcev, ki so še vedno vztrajajo na nivojih, kjer so bili jih navajeni. Po drugi strani imamo pa posamezniki, ki so pa bistveno manj kreditno sposobni in lahko v bistvu manj kupijo za svoj denar, in tukaj je ta razkorak, kjer še noben ni popustil, ne.
in dokler se ne bo prišel nek pritisk od ozadja, da se bo začela povečevati sama zaloga stanovanj, se bo zelo težko kaj premaknili. Nimamo take situacije, ker je bilo recimo leta 2008 z velikim propadom zaradi finančne krize in zaradi slabe gospodarske situacije, da so propadla velika gradbena podjetja, ki so pri nas žal nosilec gradbene dejavnosti in produciranja novih stanovanj na trg. Tega ni za pričakovati, da bo zdaj tukaj neka ogromna količina nekih zalog prišlo na trg in bojo ljudje še zaradi tega se bolj ustrajali, ampak trg se umirja in zdaj bo zelo odvisen, kako bo v naslednjih letih, kakšna bo situacija, prvič same obrestne mere in gospodarska situacija in tudi kako bojo te projekti, ki so zdaj planirani, da bojo prihajali v naslednjih letih, prihajali na trg s kakšno kontinuiteto. Cena se pa giblje, kje je trenutno povprečna? 300, 600, 700, nekaj takega. Povprečna cena rabljenih stanovanj v Ljubljani tam nekje 3000, ampak ta nivo zdaj že kar vzdržujemo par kvartalov, se tukaj nekje gibljamo. Mogoče samo en komentar, če se navežem na Andraževo, v bistvu Andraževe besede. Pri nas ta učinek še ni tako viden, sploh ni viden na rezidenčlu, ampak če pogledamo pa recimo, kaj se dogaja na razvitih marketih, pa če pogledamo situacijo z recimo tistimi odprtimi nepremičninskimi skladi, ki omogočajo izplačila, so pa praktično še vsi z omejeno likvidnostjo. So še vsi blokirani. To pomeni, da če si hotel svoj denar ven vzeti, tudi recimo iz največjega Blackstonovega, tega pač nisi mogel narediti, ker je pač so omejili izplačila. In dejansko na razvitih marketih, ki ne bi bili izjemno likvidni, so začeli ti skladi te nepremičnine prodajati in pritisk na cene je tukaj kar viden. Že v statističnih podatkih je jasen in cene sploh poslovnih nepremičnin so kar lepo padle. Res pa je seveda, da so padle z nekih čist norih nivojev, ker yieldi na developed marketih so bili tam, so že padali pod 3% v pač prejšnjem norem obdobju. Tako da mogoče tudi ta popravek je bil čist nek premik na neko bolj zdravo normalo. Rasti so bile v preteklih letih res enormne in ta dvig cen v bistvu eksponenten v zadnjih 10 letih je bil skoraj malo neverjeten. Vsi smo se 3 leta nazaj sprašvali, smo dosegli takrat vrh, ampak pa smo s to COVID krizo pa dodatno monetarno spodbudo denarja, je prišlo do dodatnega zagona tega nepremičninskega trga, ampak če se mogoče samo še na to navežem, kar je tudi Luka rekel, skladi pa izplačila, seveda pač pritisk vlagateljev je tako, skladi delujejo približno tako, kot je delniški trgi, se pravi, omogočajo, da ti likvidiraš svojo naložbo v nepremičnino z izplačilom, po drugi strani pa v realnem sektorju svoje nepremičnine pa ne moreš tako hitro prodati, da bi jo lahko unovčil. Zato je ta realni nepremičninski sektor bolj podvržen temu, da reagira z zamikom. Ja, mogoče samo to, da se spomnimo, kako je bilo leta 2015. Leta 2015 je bila cena rabljenega kvadrata v Ljubljani 2000 evrov. Leta 2008 je bila, mislim, da cena v povprečju 2800 evrov, tako da zdaj smo na 3600-700 evrih. Tako da imamo eno tako veliko luknjo. Po finančno-gospodarski krizi je šele po 7 letih prišlo do v bistvu konkretne korekcije na nepremičninskem trgu. Kaj to pomeni? Če zdaj pride do neke orang korekcije oziroma recesije, a bomo šele čez 7 let lahko videli recimo 30% nižje cene? To je v bistvu hipotetično vprašanje. Dober pokazatelj slovenskega nelikvidnega nepremičninskega trga. Ker če pogledamo, pri nas je ta luknja trajala praktično od leta je prišla z zamikom, po finančni krizi, se je okrog 2010 začelo to resno premikati navzdol in je to pa trajalo kar dolg časa, v primerjavi z neko Nemčijo, kjer je bil ta luknja v bistvu bistveno krajša, ta trg prej pospešil. To kaže pač na bolj razviti trg z večjo likvidnostjo, in tudi prej bojo razviti trgi odreagirali, ne samo kot skladi, ampak tudi v realnosti, v realnih nepremičninah, prej bojo razviti trgi reagirali, pa se bo kakšen padec poznal, kar se tudi že pozna.
kot recimo slovenski nepremičninski trg. Mlade zanima nakup stanovanja v Sloveniji, verjetno, ne? Tako da zato sprašujem, ne? Ker pač imajo številni kar precej težav s kreditno sposobnostjo zaradi vse više minimalne plače, ta kar rastejo tudi Euribor je zrastel kar precej, se pravi strošek financiranja in vse skupaj cene dobro stagnirajo na relativno visokih nivojih, na 3700 €, to je kar precej, ne? Tako da ni najbolj udobno okolje za številne mlade, ki se želijo v bistvu osamosvojiti, ne? Jaz sem v bistvu vesel, da nepremičnine danes recimo na današnjem dogodku niso bile osrednja tema, ne? Pa da smo se pogovarjali bolj o tehnoloških podjetjih, pa o umetni inteligenci, pa o ChatGPT-ju, pa o kapitalskih trgih, pa o venture capitalu, ne toliko o samih nepremičninah. Malo me žalosti, da je v bistvu v državi zadnjih 14 dni spet glavna tema nepremičnine, ne? Zelo veliko se v bistvu vsa politična srednja in tudi nek gospodarski vrh ukvarja z nepremičninami. Res je, da vsi nekako hočejo vzpodbuditi ta nepremičninski trg, predvsem najemni trg, predvsem želijo narediti, da bi nekako država intervenirala in pomagala nepremičninskemu trgu, da bi postal bolj likviden oziroma da bi se nekako stabiliziral, da bi prišlo več ponudbe tako na prodajnem trgu, kot predvsem na najemniškem trgu, ki je kompletno zamudil nek vlak razvoja v primerjavi z Evropo in z svetom v zadnjih 20 letih, se praktično ni nič naredil na našem najemniškem nepremičninskem trgu in zato imamo take anomalije, kot so danes dogajajo v Ljubljani, da enostavno ne moreš dobiti nekega stabilnega najemniškega trga, stabilnega okolja, v katerem bi kot posameznik najemal to stanovanje, in po drugi strani izredno visoke najemnine za najmanjša možna stanovanja. Kaj se je točno zgodilo z najemninom? Kje se trenutno vrtijo številke? 10, 12, ja, 15? Mislim, najemnine so v bistvu na kvadratni meter v Ljubljani blizu med 15 in 20 € na kvadratni meter v zadnjem obdobju. Moramo vedeti, da tudi za kakšne garsonjere se plačuje 700, 800, 900 €, da ne govorimo o večjih stanovanjih. Tukaj na najemniškem trgu ob zelo omejeni ponudbi najemniških stanovanj ne tekmujemo v bistvu po eni strani z kratkoročnim oddajanjem turistom, ker je premalo v bistvu turističnih kapacitet, po drugi strani tekmujemo z študenti, ker ni zagotovljenih študentskih domov, kampusov in tako naprej. Praktično ljudje oddajajo študentom stanovanje, ki je namenjeno 2 osebam, 5 študentom in s tem maksimizirajo svoje najemnine. Tako da tukaj je treba veliko narediti, da bi ta trg najemnin stabilizirala. Damjan, kako pa ti gledaš na trg nepremičnin? Tudi sam si kar precej aktiven bil. Ja, zdaj ne kupujem več nobene. Mislim, ja, pač cene, ki so bile, zdaj si rekla, da je povprečna cena še vedno skoraj 4000 € na kvadrat. Jaz to, če primerjam z Dubajem, je to tam. Mislim, pa to govorimo o rabljenih stanovanjih. A Dubaju govorimo o novih stanovanjih? Novih, ja. Se pravi, v Dubaju lahko kupiš stanovanje za 4000 € na kvadratni meter novo? Ja, na dobri lokaciji. Recimo 5000 na kvadrat, novogradnja na top lokaciji. Ne vem, zdaj je ok. A pa je lepo živeti v Dubaju? Ja, ne, to sem hotel reči. Slovenija je najlepša na svetu, a ne? Bo rekel vsak, ki je Slovenija. Ljubljana je najlepša na svetu, Slovenija. To pa sploh. Spravo hotel reči, 5-krat na leto pridemo v Ljubljano in vsakeč mi je žal, že ko se peljemo v Ljubljano. Za 5 sem štartal, pa še zato sem zamudil za 6. Ne vem, kaj naj rečem. Jaz ne bi kupil. No. To rečem. Jaz bi raj mogoče malo pogledal okrog, kakšen svet, ker tudi prej, ko ste se pogovarjali o startupih in teh zadevah, jaz si mislim tako, zakaj bi se tukaj trudil in proti toku nekaj z glavo skozi zid, ne vem, kaj je hotel prebiti, če lahko greš nekam, kjer te tok poriva v bistvu v pravo smer. Pa ne pravim, da je to Dubaj ali pa zdaj konkretno Slovenija, čeprav približno vemo, kakšen je tok v Sloveniji. Damjan je dal izjavo za Bloomberg Adrio, da je Slovenija država za povprečneže. Ja, sej to, mislim, ne vem, sej redko kdo se ne bi strinjal s tem, ali ni. Pač cel sistem je tako nastavljen. Pa mogoče ni nič narobe s tem, ne? Sam ni za vsakega.
V glavnem, okay, se pravi, v Dubaju življenje ni tako lepo kot v Sloveniji, ampak stanovanja so pa bolj dostopna, oziroma približno tako. No, ja, ker je slabše. Ja. Logično, da so bolj dostopna. Veš kaj? Ker več ljudi na svetu želi živeti v Sloveniji kot v Dubaju, ker je boljše. A to stanovanje, ki ga imaš v Dubaju, rekel si na zadnje, ko smo se pogovarjali, da je cena kar precej narasla. A to si že kaj razmišljal, da bi mogoče prodal, se mogoče preselil v kakšno drugo davčno oazo? Ja. Imel sem ponudbe, ampak problem je to, ker nekaj prodaš, potem moraš imeti neko alternativo. Kaj pa potem? Jaz se to te sprašujem, če si mogoče študiral v kakšni drugi davčni oazi ali pa drugi destinaciji. Pa sej iz Dubaja je normalna, Združeni arabski emirati so legitimna država, ni to davčna oaza. Davčna oaza si ljudje predstavljajo en otok, pa palma gor raste. Mislim, ne vem. Ne, pa če za Dubaj verjetno ostajam. Tudi če bi v Dubaju bili normalni, če bi Dubaj zdaj uvedel popolnoma isto davko, kot v Sloveniji, verjetno ne bi si verjetno ostal tam. Ker ni to point. Saj jaz se lahko jutri preselim nazaj v Slovenijo, pa bo moja davčna situacija popolnoma ista. Ker se nimam plača, se nimam dividend, se nimam obresti, se ničesar ne zaslužim. Od česa bi plačal davke, tudi če bi živel v Sloveniji, realno gledano. To ljudje v bistvu ne vejo. Sej ljudje, ki imajo premoženje, ti jih lahko obdavčiš kolikor, ampak te ljudje nimajo plače, ne hodijo v službo, ne plačajo dohodnine. Kaj ima veze, kakšni so davki? Kako si pa potem izplačaš, oziroma kako si plačuješ hrano? Kako si kupaš sendvič? Prihranke imam. Iz prihrankov. Torej, Diamond Merlak si kupi sendvič iz prihrankov. Ja, pa sej to je, a ni logično. Se pravi, ti v bistvu živiš FIRE, se pravi to gibanje v Ameriki, ki je zelo popularno in tudi med Slovenci se zelo radi pogovarjajo o FIRE movementu. Fora je, da ljudje, ki imajo premoženje, živijo premoženja, ampak jaz ne prejemam nobenih dohodkov, iz katerih bi jaz plačeval kakršne koli davke, ampak vsa ta podjetja v bistvu plačujejo davke, ne? Ti v bistvu, ko imaš premoženje, imaš podjetja in potem ta podjetja jasno, da plačujejo davke tam, kjer so. Vsak hotel plačuje davke, ki je v Sloveniji, plačuje davke v Sloveniji. Engin plačuje davke v Sloveniji, vse to. Ampak jaz osebno je pa vseeno, kje živim. Jaz tudi, če živim ali v Sloveniji, ali v Dubaju, ali pa v Ameriki, vsa ta podjetja bodo plačevala tam davke, kjer so. To je res, ja. Okay, zdaj, ko govorimo o davkih, moramo seveda se dotakniti tudi davčne reforme, ki včeraj je bila, ali je ni bilo, tako da zdaj ne vemo točno, kje bomo. To v bistvu ustvarja ful veliko negotovost tudi med malimi vlagatelji. Konec koncev, tudi sama sem se odločila prodati vzajemne sklade, ki sem jih imela, ravno zaradi tega, ker nisem vedela točno, kaj se bo zgodilo in sem hotela ujeti ta še ne to spremembo, ki nisem vedela točno, kakšna bo. Luka, zdaj, katerakoli vlada pride na oblast, nekako ne vidimo, da bi stimulirali ljudi k temu, da bi varčevali za svojo prihodnost. Vse vlade v bistvu nekako ne najdejo tega, oziroma nimajo neke motivacije, da bi spodbudili ljudi k varčevanju. Zakaj je temu tako? A to ne znamo kot finančna panoga predstaviti vladi, ali pa vlada mogoče, ali pa mogoče sami politiki niso finančno pismeni. Mimogrede, enkrat sem poskušala narediti kviz oziroma test finančne pismenosti med poslanci. Mislim, da sta mi samo 2 odgovorila. Tako da odgovor je verjetno to ne. Finančna nepismenost. Če ne bi šli v to službo. Če finančno računico narediš, ne greš tja v službo. Ja, to mislim, da je dejansko point, da je finančna pismenost ali pa nasploh poznavanje te teme, investinga, varčevanja za starost, do določene mere stvar neznanja. Ampak sem bil pa, moram reči, zadnjič šokiran, ker sem v bistvu videl, da pri enem točno določenem politiku ta finančna nepismenost sploh ni obstajala. Pri enem politiku, s katerega sem mislil, da nima pojma o tem, kako narediti učinkovit davčni sistem, kako stimulirati varčevanje za starost in tako naprej, bolj iz tam leve sfere. Pa dejansko sem ugotovil, da sploh ni finančno nepisan, ampak da je v privatnem pogovoru mu je popolnoma jasno, kaj bi bilo potrebno narediti. Ampak če greš ti pred volivce,
pa začneš govoriti o tem, da moraš stimulirati akumulacijo kapitala, ne, torej varčevanje, izpadeš kot nekdo, ki pa ni preveč lev. In to v Sloveniji žal ni preveč popularno, s tem nekako si ne kupaš glasov. Če pa pridigaš to, da je treba vse tiste, ki so bogati, a ne, čeprav po slovenski povprečen varčevalec, mislim, da ima manj kot 10 jurjev naložen v neke finančne naložbe, a ne, in ga nekako ne moramo smatrati kot nekega zlobnega bogatuna, ne vem kaj, ki ga je treba obdavčati, pa še na tepsta, ne. Ampak pri volilcih, no, kot sem rekel, pač ta retorika žal ni popularna, ne pelje nikamor. In ko si pred volilci, moraš pač govoriti, da bomo vse obdavčali in da bomo jim vse pobrali, pa da tiste recimo esete, ki so jih lahko kupili z že zelo obdavčenimi plačami, bomo še dodatno obdavčali, ne, recimo nepremičnine konkretno. Tukaj je precej enega govora v zadnjem času. To so malo, za mene vsaj, neke teme, ki so precej strašljive, ta retorika mene plaši in marsikdo, ki pač proba investirati, se že vpraša, zakaj bi sploh še tukaj investiral kot nek slovenski davčni zavezan. Že pri tem, če sam pogledamo recimo sosedno Hrvaško, sploh ne rabimo iti recimo v kakšne bolj davčno ugodne jurisdikcije, ampak praktično kapitalski dobički, če si davčni zavezec na Hrvaškem, so skoraj neobdavčeni. Ne? Po 2-3 letih si praktično tax free. Tako da, ja. Ja, to nam je tudi Blaž Brodnjak, ne vem, če ste poslušali to epizodo, jaz se zelo priporočam, dajte poslušati Blaža Brodnjaka z NLB-ja, predsednik uprave, ki omenja ravno to Hrvaško in kako je življenje v Zagrebu lahko čist okej, zaradi tega, ker plače so manj obdavčene, premoženje je manj obdavčeno, že po 2 letih si prost plačila davka, marsikater podjetnik celo razmišlja, da bi se preselil za nekaj časa. Točno to, pa tudi vlagatelji dejansko poznamo konkretne primere, ko dejansko vlagatelji se odločijo, da bodo preprosto investirali iz hrvaške entitete v Slovenijo na nek način in pač na ta način pač potem probali se izogniti delno, vsaj za nekim pametnim strukturiranjem plačilu davka. Ker preprosto v Sloveniji, razen če si res zelo, zelo dolgoročni vlagatelj, se pač temu davku od kapitalskega dobička kar težko izogneš, ne? Ne moreš se izogniti. Mislim, da smo glih zdaj dobili, kako se že, odločbo. Mislim, da je bilo glih danes zjutraj poslana nam odločba, tako da za obdavčitev kapitalskih dobičkov. Ne? Sej, to je v bistvu tudi odraz tega, zakaj imamo Slovenci teh 28 milijard depozitov na bankah. Ne? Jaz mislim, da sta tukaj Lahko sem tukaj mogoče uskočim. Vedno govorimo o ne vem kolkem procentu. Se to na NLB-ju bolj natančno vejo. Mejhen odstotek ljudi. Zelo mejhen odstotek ima večino. Premoženja, ampak hočem povedati, kar se mi zdi poglavitno, da je zelo veliko nezaupanja v kapitalske trge, v druge oblike investiranja, da je tukaj zelo veliko tudi povezan z finančno nepismenostjo, ljudje enostavno se ne znajo odločiti oziroma si ne upajo, ker so bili mogoče v preteklosti že parkrat upečeni, ko so probali narediti kakšne naložbe v delnice ali pa kam drugam, da se manj odločajo za same te naložbe. Povem konkreten primer, ker sem se danes z Moniko pogovarjala, preden sva sem prišla. Ona ima v bistvu stik z ljudmi, ki kupujejo nepremičnine kot investicijo. In oni jasno povejo, da je ta naložba za to, ker enostavno ne vejo, kam drugam bi denar vložili in jim je nepremičnina najbolj domača in najbolj enostavna naložba in bi radi investirali kam drugam, sam enostavno nimajo zaupanja. Zanimivo je tudi to, da te, ko investirajo v nepremičnine, ne znajo izračunati donosa iz nepremičnine konkretno. To je pa tudi ena, tako da ne vem, koliko jim je čist domače, ne znajo, da bi pa izračuna. Sej ne pravim, oni ne gledajo v bistvu izračuna in po mojem v bistvu mali vlagatelji tako zelo malo gledajo na to donosnost, ne pa da bi IRR računali ven iz naložb, ne vem kaj, ker niti ne vejo, kaj to je. Oni bolj gledajo pač kot neko približališče, da bo njihov denar relativno
varen in da ne bo izgubljal na vrednosti. Sam ne znajo že yield zračunati. Ja, v glavnem ne, ampak vseeno se je zgodila neka demokratizacija financ, investiranje je postalo bolj dostopno, tako da jaz mislim, da mladi tukaj, da se nekaj spreminja. No? Je pa res, da te, ki imajo denar na naših bankah, to so pa verjetno malo starejši ljudje. Predvsem imajo bistveno boljši dostop do informacij. Zdaj z vsemi forumi, z umetno inteligenco, s tem bo verjetno investiranje veliko bolj lažje razumljivo. Zdaj naši starši imajo sliko Jugoslavije, ker investiranje ni bilo, pa so se toliko bali te inflacije, zato so tudi množično zdaj hoteli ta sredstva prenesti. Zdaj mlajše generacije so bolj odprtih glav. Po mojem, ta ekipa, ki je danes tukaj noter, nima težave s finančno pismenostjo, ampak to ni reprezentativen vzorec, po mojem, generalne populacije. Saj jaz tudi vidim zdaj, sploh v tej novi poziciji, da dejansko je kar problem z pač poznavanjem te zgodbe investinga. In je treba kar veliko enega efforta vložiti, zato da bomo to finančno pismenost povečali. Tako da je še ful enega case tukaj na opismenjevanju, finančnem svetovanju in teh temah, zato da lahko investiranju približamo. Je pa res, da definitivno, tako kot si pač ti malo nakazala s svojim vprašanjem, tukaj je treba nekaj narediti v Sloveniji, zato da stimuliramo varčevanje. In davki so, zame ena izmed ključnih komponent. Ja, mogoče sam še en predlog. Kruno Abramovič, ex-predsednik uprave NLB skladi, bil tudi gost epizode Money How, govorila sva prav o vzajemnih skladih in takrat je povedal, da v vzajemnih skladih varčuje, da je povprečen varčevalec star, mislim, da 55 let. Tako da to je kar, se mi zdi, kar taka visoka starost, oziroma že prej bi mogli začeti varčevati. Je pa res, da mlajši ne investirajo v vzajemne sklade oziroma se odločajo za investicije v veliko bolj stroškovno prijazne ETF-e. Ja, res je. In tudi, recimo, če jaz spremljam zanimanjem Money How Discord kanal. Res, na našem Discordu si. Ja. Ampak in dejansko mi je pač všeč, da je ta tema stroškov ena izmed tem, o kateri se veliko govori. Industrija slovenskih vzajemnih skladov pač ni tako stroškovna, ali pa mislim, produkti, ki jih ponujemo, ta hip niso tako stroškovno učinkoviti, kot je investiranje preko ETF-ov, ampak treba se pa istočasno zavedati, da povprečna populacija, ki kupuje te produkte, ni sposobna odpreti računa na eTorotu, pogosto ima težave že z navadnim trgovalnim računom, kupiti ETF pa narediti neko alokacijo je rocket science, pa ne bi smel biti, kot se tukaj pogovarjamo. Lahko skočim tukaj, ker smo ravno na prejšnjem dogodku Money How Live imeli predstavnika platforme Trade Republic tukaj. Dejansko preko Trade Republic, to je zelo user-friendly trgovalna platforma, bistveno bolj prijazna kot Interactive Brokers, narejena prav v bistvu za tiste, ki želijo, ki so v bistvu bolj amaterski vlagatelji. Nakup ETF-a je zelo preprost, ti danes v bistvu sklenaš nekakšen varčevalni načrt, ker ti avtomatsko se zgodi nakup, pa še to, investiraš lahko v, mislim, da 10 ali 12 slovenskih delnic. Da ne bomo govorili, kakšni prihranki so lahko tukaj, glede na to, da so stroški brokerjev v Sloveniji zelo, mislim, kar visoki, no? Ja. Tako da se nekaj dogaja. No? Absolutno se dogaja in super je to, da se stvari dogajajo, ampak treba se zavedati, da žal v povprečju populacija niti ne ve, kaj je sklad, kamoli ETF. Tako je. Mislim, predpogoj je, da sploh znaš angleško, verjetno, ne? Da se lahko to greš. Tako da tukaj po manj že večina pade od tega povprečja 55. A ti nekaj kriptovalute? Predpogoj za to, da ti kupaš. Tukaj pa ne rabiš, tukaj ti pa na dom pride nekdo, ki ti to proda. To je pa tudi res, to je pa res. Dejansko je to res. Pride nekdo v dobrem avtu, obleke in ti direktno prinese valuto. Čeprav, mi je en starejši gospod me klical in je rekel, da so ga klicali, ne vem kje, klice dobiva iz vse posod, iz Ukrajine, Rusije, iz Kazahstana, iz ne vem kje vse dobiva klice. Dejansko je šel nekaj investirati in zdaj so mu zaklenili denar in hočejo, da nakaže še malo denarja, zato da mu to odklenijo. In to se zdaj dogaja že kar nekaj časa. To je natekno. To ni investicija v kriptovalut. Mislim, da to sploh ne. No, ampak to so recimo, zdaj neke nove izpeljanke. Ampak ne, ko ti hočeš investirati v kripto, kam moraš iti? Ti moraš odpreti. A danes? Mislim, danes. Vse ljudje investirajo takrat, ko je največji boom.
Itak, ja. Ampak povej Takrat mi, se to dogaja, da v bistvu valute pridajo do tebe. če hočeš ne preko iščeš ti njih. Binance investirati, recimo, ne? Znati moraš ne vem, angleški ali jezik. Binance je preveden mogoče v slovenščino, Znati ne? moraš angleški jezik, Interactive Broker, znati moraš angleški jezik. Angleščina Ja. se mi zdi, da je neko pač nujen jezik, Ja, zato da ampak ti v ogromno bistvu... teh ljudi, po mojem, iz te statistike, ima že to v bistvu omejitev. No. No, ta gospod, s katerim sem se jaz pogovarjala, pa je investiral v to zgodbo, ni govoril ravno najboljše angleško. Tako da, če so dovolj velike stimulacije v smislu, dobiš tak in tak donos, po moje tudi znanje jezika ni potem več ovira za to, da investiraš. Se verjetno ni on našel te scheme. Ne, ga so Je schema našli. našla njega. Sej zadnje, ne vem, če ste kaj pozorni, res veliko klicev je, SMS-ov, ne vem, če dobivate, ampak jaz tega res dobivam ogromno. Pošiljajo z vse povsod, da imajo super enkratno priložnost za mene in da če zdaj ne bom šla, bom zamudila ta vlak in bo ne vem, kaj se je zgodilo. Liho včeraj sem bil na enem kosilu, je bil en fant, ki je iz IT-ja ene multinacionalke, večje firme, čez 500 zaposlenih. In so testirali v bistvu zaposlene, koliko so dovzetni do spama, ki ga dobijo na službeno pošto. Ne? In so pač priredili mail in so jim ga poslali, ne, da tisti, ki bodo odgovorili na ta mail, da ne poklikajo, ne podajo svoje podatke noter, da jim bojo povišali plačo za 1000 evrov. Ne? In dejansko, mislim, so bili strašljivi podatki, koliko ljudi je v bistvu izpolnilo to, ne, in poslalo v bistvu na spam mail podatke. Ne. Tako da to veliko pove tudi. Če je dovolj velika spodbuda, mogoče, če bi bila dovolj velika spodbuda v smislu davčnih ugodnosti, ne, bi tudi mogoče bilo potem. Pohlep je spet tista, ki prevladuje, ki dostikrat ljudi pahne v neke stvari, ki. Ne. Mislim, kar bi mogel narediti, se je zelo simpel. Jaz sem že kar utrujen od tega, koliko sem že to govoril, ne, ampak tretji steber bi mogli vzpostaviti v Sloveniji, kjer lahko, ne vem, recimo do 10-15 tisoč evrov letno poinvestiraš tax free. Sej to ni nek rocket science, te modeli obstajajo v UK, v Italiji, tako da pač nekako tiste pokriješ to eno večjo skupino malih vlagateljev, ki bi želela pač dajati nekaj na stran. In je pametno, da začne dajati čim prej na stran in si ustvariti pač neko akumulacijo, ki bo pa za penzijo ali pa za kakor drugega, ne. Jaz imam pri teh ugodnostih je po mojem velik problem to, ker jaz imam pogosto občutek, da ogromno davkov, ki obstajajo, ker so te mali davki, ki so, ne vem, davek na to davek, ki se skoraj nič ne pobere, ki je brez veze. Ampak še vedno obstajajo in ogromno davkov po mojem obstaja iz nekega principa, ne zato, ker bi bili smiselni. Zato, ker so pravični, ne? Ker za nekega politika je pravično, da se plačajo davek na to, čeprav je vseeno, se ga pobere 3 milijone na leto v celi državi. Pa je več stane tisti sistem, da se to pobira, pa da se to kontrolira, kot pa da se tega pobere, ampak je pravično, da se to pobira. Ja, sploh tako nedigitaliziran. In po tej logiki je težko kakršnekoli ugodnosti pričakovati, da jih bo kdo dal. No. Se pravi, rešitev je pač pejti v investicijo in pa drži dolgoročno, se pravi 20 plus let, ko si prost plačila davka. Ali aktivno. Ta hip je to, razen tiste malenkosti, ki jo pač lahko dobiš, ko investiraš v bistvu bruto za neto, ne? Ali neto za bruto. Dobar, ne, večina tukaj po moje ni investirana v sklade življenjskega cikla, čeprav 500 000 Slovencev je, ampak mladi načeloma ne vstopajo v to zgodbo. Recimo, da si investitor, da sam investiraš, ne? Recimo kupaš neko delnico, kupaš ETF, mogoče tudi vzajemni sklad, ne vem. Ne. Se pravi, rešitev je, da se izogneš temu davku, da držiš dolgoročno to. Ne? Se pravi, ta hip je to, če pač si v Sloveniji in se ne odločiš za nek tax structuring, ja, that's it. Ja, ampak jaz mislim, da vse nas to ne sme nekako odvrniti na vkljub neugodni davčni politiki in negotovosti z nastopom vsake vlade od tega, da investiramo. Marsikdo mi piše danes, kdaj je pravi čas za vstop na trg in se nekaj čaka in se čaka. Ja, včeraj je bil že čas, ja. Ja. Tako da mogoče tudi to en tak dober message. Največji trap, v kjer ga ful veliko vlagateljev pade, je, da sploh niso investani. Teh ne vem koliko, 26-28 milijard na računih, pač ta cash ni investan. Tudi če imaš na računu
10 jurjev ali pa 5 jurjev, ta cash ni investana. Ne? Če ga ti ne rabiš za neke svoje likvidnostne potrebe, pa se moraš resno vprašati, koliko si zadovoljen s tistimi -10 ali -8 realnega donosa. Ne? So just go and invest. Realno v Slovenci trenutno potem zgubimo 3 milijarde na leto. Koliko je pa proračun slovenski? Ne vem, koliko je proračun. Ni 50, malo čez 50. Andraž, BDP, ti veš. Ti ne veš. Bo Andraž pogooglal, pa nam bo povedal. Mogoče 10% BDP tega. je 50. 10, tam nekje. A lahko tebe veliko krat, Andraž? Polovico proračuna mi izgubimo od inflacije. Ja. Damjan, tebe veliko krat vprašajo glede samih investicij, kam z denarjem. Kaj jim ti odgovoriš? Se vem, to se že 1000krat povedal, ampak daj sam še enkrat. Mogoče se je kaj spremenil, ne vem. Rekel si, spomnim se, ko sem te enkrat to vprašala, si rekel, da si svetoval nekim kolegom, ki pač niso nikoli investirali, da naj odprejo Revolut in kupijo pač tam neke delnice. Vse to je tako, Revolut ima zelo pogosti app, ki ga ljudje imajo. Tudi omogoča tam, da nekaj kupaš, pa mogoče pač šlej, daj 100 evrov, 50 evrov, tam tja. Vse to, da ima človek občutek, pa gleda nek graf, pa dobi občutek, da se nekaj dogaja, ne? Pa ga mogoče to malo s časom malo potegne. A jim boš zdaj svetoval, da ne vprašajo ChatGPT za nasvet? A uporabljaš ChatGPT? Veš, da zadnjič sem prvič uporabil za nekaj. Ne vem, kaj sem hotel zračunati nekaj, koliko se relativna vlaga spremeni, če se neka temperatura spremeni v prostoru. Ne vem, pač take stvari me kdaj zanimajo. Zanimivo. In to je, da Google full dela, če hočeš to vse skupaj izpraviti. Zdaj ne vem, tam neke grafe gledati. On ti pa pač pove. In kaj ti je povedal? Ja, pač, ne vem, vedel sem, koliko vode lahko moj prostor, hiša vsebuje, pa če se temperatura spremeni iz 15 na 25, koliko dodatne vode moraš oziroma spustiti, da si na isti relativni. Evo, pač poleg investiranja, Damjan Merlak razmišlja še o vlagi. V glavnem, tukaj... Po zimi je to problem, ne? Ja, je problem. V Dubaju je tudi problem. Ja, zato ker ga hladiš, to je pa klima. Ja, ok. V glavnem, tukaj je eno vprašanje, katera delnica v vašem portfelju vam je najljubša? Je to eno vprašanje iz publike, za vse. Pa še za Andraža. Ja, no, povej. Trenutno imam samo ene par. No. Nvidia imam short, pa long imam KRE. KRE pa ETF na ta regional banks v Ameriki. To so par mesečni play, to ni nobena, v katero bi bil zaljubljen ali ne vem. Katera delnica ti je pa... S&P 500, evo. Katera delnica ti je prinesla največ profita v tvoji zgodovini investiranja? To bi zagotovo bila lahko tvoja najljubša delnica. In ne ve. Cloudflare, po mojem. Cloudflare, ja. Okay. To si že večkrat povedal na epizodi. Zdaj lahko da je kakšna, ampak ta mi zdaj pade na pamet, da je tako najbolj, tam sem šel res skoraj z $10 na 200, ali ne vem, koliko je bil high. Se nisem čist na haju prodal, no. Se nekaj jih imam še vedno, ampak še vedno je bistveno više od 10. Luka, vidim, da si zaskrbljen. Ne, ja, mislim, jaz nimam nobene svoje preferred delnice, zato ker pač ne investiram direkt v delnice, ampak imam večji del svojega premoženja v skladih. Katerih skladih? Od Generali ali NLB? Obojih. Ne, drugače, jaz tako, če pogledam svoj portfelj naložbeni, v bistvu mi je najljubši ta private equity del, ker imam pač tudi en del denarja exposen private equity in tam res mislim, da bodo eni pač na dolgi rok fajn donosi. Pa v umetnine investiraš, ne? To je pa alternativna. To pa niso, jaz na umetnine ne gledam kot na investicije, ampak kupam tisto, kar mi je všeč. To mi je pa čisto vse, kaj se s tem zgodi z investing vidika. Tukaj je bilo še eno vprašanje prav zate, vezano na trgovanje z izvedenimi finančnimi inštrumenti CFD-ji. Mislim, s CFD-ji ne trgujem, to je tako zelo day trading zgodba. Vprašanje sem videl prej gor, mislim, da je to Trader Tom, tisti gospod, ki je omenjen, ampak z CFD-ji pač
mislim, ne vem, no, pač sej določen odstotek ljudi s tem zasluži, ampak jaz bi res tukaj vse zelo pozoril, da je to kar divji inštrument in da je treba biti zelo previden z njim. Ampak se v osnovi CFD-ji niso zakaj bi sploh trgoval CFD, jaz še do danes ne vem. Jaz tudi ne. Ker ne vem, kaj ti CFD omogoča, kar ti direktni nakup delnice ne omogoča. Ja, sploh zdaj, ko imamo fractional shares in lahko dobiš čisto drugačen exposure. Ne vem, jaz sam to vem, da ljudje, ki na eToro... Razen to, da je 40% davek na CFD. Ja, to je kar velika bolečina. Vem to, da ljudje, ki trgujejo preko eTora, da sploh v bistvu ne vejo, da kupujejo CFD. Vsaj tako je bilo v preteklosti. Ja, zato, ker so jih zavedali. Na Interactive Brokers mislim, da sploh ni CFD-jo. To pa ne vem, nisem nikoli gledala, iskreno. Nekateri brokeri to imajo, ampak ne vem, jaz vem, da ko sem uporabljal še kaj je bil ta Saxo, tam so full pušali te CFD-je in ne vem zakaj, ker si za vsak CFD si imel tudi direktno delnico in tudi če si kupil delnico, vse je bilo identično, tvoj margin utilization, vse je bilo praktično identično, ne vem. Samo na CFD-jih ti oni kradejo tiste obresti, po mojem. Ne vem, a kdo trguje s CFD-ji tukaj? Vse tiho. Daj še ti, Andraž, povej, kako ti investiraš, kje si investiraš, zaš rekel, da imaš, ne vem, 5 nepremičnin, tako Luka, sklade. Naučil sem se nekaj iz preteklosti, da investiram v tiste stvari, v katere verjameš. Ki jih verjamem, v katere saj malo razumem, pa s katerimi se dnevno ukvarjam, pa je to mogoče kakšna naložba v nepremičnine, ki se mi zdi relativno ugodna. Imam eno srečo, da v bistvu ne rabim umetne inteligence, pa imam naravno inteligenco v firmi, ki skrbi za moj portfelj, tako da tukaj so zdaj razne naložbe v zagonska podjetja, v lastniške deleže, ampak še enkrat poudarjam, da tukaj jaz v bistvu zaupam Andražu in grem po tej njegovi poti kot nekemu finančnemu svetovalcu in se v bistvu tega držim. No. Je pa res, da imeli smo recimo primer, ko so prišla neka stranka k nam v pisarno, kjer so imeli velike likvidnostne presežke, rekla so, da so imeli recimo 2-3 milijone evrov presežka iz neke njihove osnovne dejavnosti in pa smo se pogovarjali, kaj bi bila smiselna naložba, kam bi lahko investirala in tako naprej, a ne. In pa sta sama rekla, da sta v bistvu ta denar že poinvestirala, ker jih je bilo strah inflacije in sta šla v neke tehnološke delnice, v kar se sploh nista spoznala in takrat je pol jih prišlo do preloma in sta zgubila 30-40% na ta vložena sredstva in dalj, smo se pogovarjali, bolj sta v bistvu prišla do spoznanja, da bo za njo veliko bolj, če bo ta denar porabila za prevzem nekega konkurenta in vložila v bistvu v posel, katerega se spoznata in da bo ta v bistvu tam lahko dosegla najvišji donos. Ja, to je v primeru, ko imaš nek kapital, ampak večina jih nima tega kapitala, se pravi, imajo ničlo, iz ničle začnejo. Mogoče tukaj še eno vprašanje je za Damjan tebe, trenutno v ZDA Tako, to je bil izsek iz MoneyHow live dogodka, ki se je odvil 20. aprila v Kristalni palači v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo zelo lepo videti polno dvorano, tako da hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Seveda, za tiste, ki pa niste prišli na dogodek, boste pa dobili možnost poslušati nekaj izsekov iz dogodka v prihajajočih tednih, nekaj podobnega, kot ste slišali danes. Še enkrat naj vas spomnim, da pripravljamo jeseni delavnico za investiranje v delnice, hkrati pa pripravljamo tudi posodobitev aktualne delavnice in sicer do it yourself, se pravi investiranje za začetnike, kjer bomo dodali nekatere novosti. Vsi tisti, ki ste seveda že kupili to delavnico, boste dobili tudi posodobitve v vašem oblaku. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam prijeten dan, prijeten večer ali pa prijetno dobro jutro oziroma jutro in pa seveda se slišimo ob naslednji priložnosti. In za konec, poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!